Maj se izteka in nič nam ne bo žal za njim, saj letos ni bil tak, kot smo ga bili prej vajeni. No, saj letos tudi ostalo ni tako kot včasih in zdi se, da bo tako stanje trajalo še nekaj časa. Nocoj izdvajamo. Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti na obisku v Šmartnem pri Litiji. Nova pridobitev v Moravčah, župan dr. Milan Balažic predal namenu avtobusno postajo in bankomat. Začelo se je samo testiranje dijakov. Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se je v petek mudil na delovnem sestanku pri županu občine Šmartno pri Litiji Rajku Meserku. Govorila sta o projektih in načrtih občine v zvezi s kulturno dediščino, med drugim tudi o možnosti finančne podpore Ministrstva za kulturo. O katerih projektih je bilo govora, nam je povedal direktor javnega zavoda Bogenšperk Peter Avbelj. Govor je bil predvsem o izvedenih projektih, ki jih je podprlo tudi Ministrstvo za kulturo in sicer seveda preko mehanizma razpisov. Tukaj bi izpostavil tako projekte, ki so bili podprti na gradu Bogenšperk ali pa še bodo v prihodnosti, namreč en razpis se je za obnovo enot kulturne dediščine ravno v tem času zaključil. Na drugi strani pa smo bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za kulturo, res da v sodelovanju skupaj z občino, ki je lastnik kulturnega doma v Šmartnem, pri obnovu ozvočenja in razsvetljave. Torej, to je bil en sklop pogovorov, na drugi strani pa smo govorili o izzivih in sicer načrtovanja in izhodišč obnove lokalnih enot kulturne dediščine in tukaj smo ministru predstavili dva projekta, na katerih želi občina v prihodnje delati, v sodelovanju seveda z lastnikom. Gre za kompleks protiturškega tabora oziroma trojnega obzidja nekoč na Prinskovem na Dolenjskem oziroma gradišče in drugo pa je nujna sanacija, statična sanacija podružnične cerkve Svete Lucije v Mišjem Dolu, ki je pa zanimiva zaradi same opreme in pa predvsem dejstva, da hrani izjemen glasbeni inštrument in to so prenosne orgle. No in to je bil pa, kot sem že nakazal, pa drugi sklop razgovora v priliki obiska ministra, ki je bil kratek, vsega 1 uro, ampak zelo intenziven. Minister, kar se tiče sredstev, ni ničesar obljubil, ker je to prepuščeno utečenim mehanizmom, ki ima ministrstvo v okviru samih razpisov in pa kadar gre za možnost kandidiranja za intervencijska sredstva. Predvsem je strokovno službo, ki je bila tudi prisotna, dal usmeritve, ki so za nas ključne, na katerem področju najprej pristopiti oziroma katere ovire, če se smem tako izraziti, najprej premagati, da bomo lahko prišli potem res do tistega končnega projekta oziroma same izvedbe v smeri, kar sem že prej nakazal, predvsem pri Sveti Luciji v Mišjem Dolu, ki je najpomembnejši sakralni spomenik na območju občine Šmartno pri Litiji, so določeni ukrepi res nujni in jaz sem prepričan oziroma iz tega izhajamo, da smo jih zmožni v enem letu tudi realizirati. Moravški župan dr. Milan Balažic je v petek na krajši slovesnosti odprl novo avtobusno postajo v samem središču Moravč. Stara je bila močno dotrajana, tako da je nova dobrodošla, saj jo dnevno uporablja veliko občanov. Odprtja sta se udeležila tudi evropska poslanka Ljudmila Novak in moravški župnik Kancijan Čižman, ki je novo pridobitev tudi blagoslovil. Nova avtobusna postaja je bila res potrebna, ker je bila stara avtobusna postaja dotrajana in je kazila pravzaprav ta ožji center, ožje središče Moravč, tako da smo nekako v stilu teh že prej postavljenih drugih avtobusnih postaj postavili novo, lepšo, uredili tudi ta del središča. To je pa samo napoved dogodkov, ki bodo sledili, kajti naš namen je, da uredimo celotno zgodovinsko središče Moravč. Moravče so pravzaprav stare od prvega zapisa skoraj 900 let
in tu se dograjuje, pregrajuje, na novo gradi in mi želimo zdaj v nekem starem, klasičnem stilu pravzaprav obnoviti to celotno trško jedro, tako da bo prijazno do ljudi, da bo estetsko, da se bodo ljudje radi srečevali tu, se družili in se imeli lepo. Še ena otvoritev je bila včeraj v Moravčah in to novega bankomata na pročelju kulturnega doma. Potem, ko se je pred nekaj leti banka v Moravčah zaprla, je postal bankomat nuja oziroma edini način, kjer so krajani lahko denar dvignili ali opravljali druge bančne storitve. Zakaj je bila potrebna njegova selitev na kulturni dom, pa je povedal moravški župan. Žal je bila pred leti, se pravi, še preden sem postal sam župan, zaprta banka v Moravčah. Sam se s tem nisem strinjal, ampak to je pač dediščina, ki sem jo dobil. In zdaj seveda banka na tem, da to svojo zgradbo, ker je lastnica, tudi proda. In ker jo želi prodati, seveda potem to ni več prostor, kjer bi lahko obstajal bankomat. Zato je v nekem trenutku grozila tudi možnost, da bi Moravče ostali brez bankomata, s čimer se jaz seveda globoko nisem strinjal in sem potem takoj vodstvu Ljubljanske banke posredoval predlog, da se postavi nov bankomat na zgradbo občine. Zakaj na zgradbo občine? Zato, ker je to že tako varovana zgradba z kamerami, alarmi in tako naprej, tako da ni potrebno kakšne nove velike investicije in lahko rečem, da smo v nekaj dneh poskrbeli za to, da je bil nov bankomat vgrajen in da ga pravzaprav danes otvarjamo in predajamo v namen moravškim občankam in občanom. Odslej bo torej še naprej na voljo bankomat v Moravčah in je to najkrajša pot do denarja. Vesel sem, da smo to uredili hitro in da je skratka to pridobitev, ki jo bodo znali moravški ljudje visoko ceniti. Hvala. Slovenski dijaki so včeraj začeli s prostovoljnim samotestiranjem na okužbo z novim koronavirusom v domačem okolju. Na šole so sicer poslali 180.000 testov, vendar ni znano, kolikšen je interes med dijaki. Na Ministrstvu za zdravje so dijake pozvali k odgovornemu pristopu k samotestiranju, ki je tudi dejanje medgeneracijske solidarnosti. Samotestiranje, ki ga bodo izvajali vsakih 7 dni, bo potekalo prostovoljno in v domačem okolju. Na samotestiranje dijakov smo se pravzaprav začeli pripravljati že v mesecu aprilu, saj smo takrat dobili prva navodila, prve okrožnice, ki so bile seveda malo drugačne od teh, ki smo jih dobili pretekli teden. Torej takrat smo imeli navodila, da dijakom predstavimo možnosti samotestiranja, torej prostovoljnega samotestiranja, vendar bi to testiranje potekalo v šoli. Tukaj je bilo več zapletov, z naše strani so se pojavljala vprašanja, kar se strani dijakov tiče, pa seveda tudi. Bilo je precej nelogičnih zadev, torej kako potem iz šole domov, če se opazi, da torej test pokaže, da so pozitivni, pa stigmatizacija in tako naprej, torej več problemov je bilo. In tako se je takrat v bistvu prijavilo malo manj dijakov, recimo, da jih je bilo slaba četrtina. No, v tem času pa smo dobili nova navodila. Nova navodila pa pravijo, da bo testiranje, torej samotestiranje dejansko res potekalo doma. Še vedno je prostovoljno. Dijaki imajo pa seveda možnost dobiti v šoli teste in ni potrebno več soglasje. Torej, dijaki imajo vse možnosti in to jim seveda zdaj tudi razlagamo in v zadnjih dnevih to število pripravljenih dijakov, da se bodo samotestirali, narašča. Torej, v praksi naj bi izgledalo to tako, da se ponedeljek zjutraj
predno odidejo k pouku, vzamejo tester, kjer so zraven priložena tudi navodila. Pa moram reči, da že takrat v aprilu smo postregli z vsemi informacijami, torej tudi predstavitveni film je bil, navodila. Zdaj so pa dobili poleg torej, teh testerjev tudi fizični obliki navodila. In v šoli smo jim pa seveda obljubili tudi pomoč strokovnega osebja iz zdravstvenega doma Litija, ki se je prijazno odzvalo in je bilo pripravljeno nuditi to pomoč, vendar do sedaj ni še nihče izrazil, da bi bila sploh potreba po tej pomoči. Torej, jaz upam, da so dijaki naredili že v tem vikendu oziroma včeraj, torej prvi dijaki, in zelo upam, da bodo še ostali se odločili in prišli dvigati te teste. Seveda, če bi test pokazal, da je pozitiven, je dogovor tak, da pokličejo, kontaktirajo osebnega zdravnika, ostanejo seveda doma, osebni zdravnik jih napoti na PCR test in od tam naprej so potem stvari že utečene. V tem trenutku, glede na to, da je danes drugi dan, torej včeraj naj bi se izkazalo, če je bilo kaj, nimamo informacije, da je kakšen bil pozitiven na teh testih. Sicer pa moramo dejansko voditi evidence, torej danes so prišle oziroma včeraj še dodatna navodila ministrstva, kjer bomo potem takem tudi na podlagi teh okrožnic še na spletne strani NIJZ, torej že danes bom dala dodatna navodila, da bodo imeli še dodatno pomoč. Skratka, od tam naprej bomo ravnali v skladu s tem, kot smo bili vajeni že do sedaj, če se izkaže, da so dijaki pozitivni. Torej, išče se stike, torej te kontakte med njimi, če so bili v zadnjih 2 dneh skupaj z ostalimi dijaki na šoli, seveda je potem naša dolžnost opozoriti in tudi tisto skupino dijakov napotiti v karanteno. Alma Jere, Nataša Cvetkovic, Ivica Novak in Saša Vrankar so tiste 4 kvačkarice, ki bodo v projektu Slovenija kvačka naredile grbe zasavskih občin. 212 kvačkaric bo tako 25. septembra letos začelo s svojim delom in do 26. decembra skvačkalo 212 grbov, toliko kot je občin v Sloveniji, hkrati pa se bo borilo z Guinnessovo knjigo rekordov. Več pa Saša Vrankar. Zagorje kvačkam jaz grb. Saša Vrankar, za Trbovlje Ivica Novak, za Hrastnik Alma Jere, za Litijo Nataša Cvetkovič. V Zagorju oziroma jaz spadam pod Kisovec, področna dela, skupina Rokice v društvu Svoboda, mislim, da je, ne, Zagorje, Kisovec. In se dobivamo ponavadi ob ponedeljkih popoldan. Tam pa se učimo, pa delamo, pa govorimo, pa pojemo. To nam je predvsem izziv in to je en velik projekt, ki bo poznan po celem svetu. Upajmo. Gre za Guinnessovo knjigo rekordov tudi. Grbi bodo lepi, veliki, 1,80 x 1,40 m. Vsak bo pa imel dušo svoje kvačkarice. Ja, grbi se bodo predali zasavskim županom v mesecu februarju, 8. februarja na kulturni dan, kjer bo pa tudi dobrodošel županov nagovor zraven. Mislim, da se bomo zmenili tako, ja, da tista, ko je delala, tista bo predala tudi grb. Mislim, da bo to zelo lepa promocija za občino, za njihove zaselke okrog občine in s tem se bo občina tudi predstavila s takim grbom lahko, ne. Glasbena šola Trbovlje v petek 28. in soboto 29. maja vabi vse nadobudne mlade glasbenike in plesalce na vpise. Najmlajši se v predšolske programe lahko vpišejo kadarkoli do zapolnitve skupinic,
Večji, starejši otroci pa pridejo na šolo na sprejemni preizkus. Spoznali bodo šolo, učitelje in vse inštrumente ter se odločili, kaj bodo igrali oziroma plesali. Ja, v mesecu maju razpisujemo vsako leto glasbene šole razpis za vpis novih učencev v glasbene šole, tudi na naši šoli nič drugače. Mogoče edino ta razlika, da veliko več polagamo upe na medmrežje oziroma internet in vse te socialna omrežja, ki jih potem lansirajo naokoli naše posnetke. Naši učitelji so se potrudili, so naredili take kratke videoklipe, ki smo jih naložili na naš YouTube kanal Glasbene šole Trbovlje, tako da tam si lahko pogledate, nekaj tudi na televiziji ETV vrtijo. Tako da tam lahko malo pogledajo, se tudi navdušijo mogoče za kak inštrument. Ko pa poteče ta rok razpisov, imamo pa vpise, to je običajno konec maja. Mi imamo 2 dneva predvidena, petek 28. in soboto 29. maj, petek popoldan, soboto dopoldan, vljudno vabljeni. Glede na to, da zdaj nekih hudih omejitev ni več, bodo lahko učenci in starši prišli pogledati tudi šolo, učilnice. V tej naši dvorani bodo potekali sprejemni preizkusi za inštrumente, predšolski programi pa nimajo sprejemnih preizkusov, tako da do zapolnitve pripravnic, se pravi plesnih, glasbenih predšolskih programov pa lahko pridejo kadarkoli. Tudi prvi teden junija, konec koncev jaz vem, da kakšen del ne bo čisto zapolnjen, običajno se to na orkestrskih inštrumentih, kot so godala, trobila, pihala, klarinet, saksofon, tudi mogoče kako tolkala, prostor še ohrani oziroma se ne zapolni takoj, tako da tudi prvi teden junija so pa potem še dodatno vabljeni, pokličemo oziroma vabimo na tak ali drugačen način. Imamo pa nekaj vseeno dogovorjenih terminov z vrtci pa z osnovnimi šolami, tako zunaj na dvoriščih pred njihovimi šolami oziroma vrtci naši učitelji predstavljajo inštrumente najmlajšim in jim vsaj na nek način pokažejo in predstavijo inštrumente, ki so malo manj znani, ker se veste, klavir pa kitara, to je v hipu polno, tudi flavta, za vse ostalo pa včasih starši, niti otroci pa sploh niti ne vejo, niti ne poznajo in je prav, da na tak način, da spoznajo učitelja in inštrument, da vsaj na tak način jim lahko predstavimo. Steklarska godba Hrastnik je redni spremljevalec številnih prireditev, tako v občini kot tudi širše. Združujejo generacijo mladih glasbenikov in glasbenic, kot tudi starejše, izkušenejše. Leta 2009 so ustanovili tudi sekcijo mažoretk, ki so zanimiva popestritev dejavnosti in novost v občini. Ena izmed prednostnih nalog steklarske godbe je skrb za podmladek, zato sodelujejo z glasbeno šolo Hrastnik in vabijo v svoje vrste nove članice in člane. Lahko povemo, da je tradicija godbeništva v Zasavju zelo dolga, povezana seveda z industrijo. Tam, kjer je bila razvoj industrije, je bilo tudi godbeništvo in prav tako je potem nastala tudi steklarska godba, ki je bom rekel, nastala kot sindikalna godba pri steklarni oziroma vključevali so člane steklarje v godbe in na tak način potem, bom rekel, zadovoljili ali pa pričakovanja izpolnili vseh ostalih zaposlenih, da so jim polepšali kakšen kulturni utrip. Starostna populacija je v vseh godbah, bom rekel, tle naokoli že kar problem. To se pravi, da starejši godbeniki nekako ugašajo oziroma se starajo in zato je naloga vsakega vodje neke godbe, da dela reklamo za mlajše člane, ki se naj bi priključili godbi. Mi v Hrastniku imamo to srečo, da imamo glasbeno šolo, zato se vsako leto obrnemo na njih s prošnjo, da nam pomagajo poiskati mlajše godbenike, pripravimo jim takle razpis, ki ga potem seveda razobesimo ali razpošljemo in nekako nudimo roko vsem tistim mladim članom, ki bi se bili pripravljeni vključiti v našo godbo, da jim finančno pomagamo podpirati izobraževanje. To se pravi, jim pokrivamo stroške izobraževanja v glasbeni šoli.
90 let je lani praznovala naša godba in zelo žalostno, ali pa bom rekel, ne smemo dopustiti, da bi ta tradicija godbeništva zamrla. Zato rabimo mlade, zato jih vabimo in lepo dobrodošli. To pa je bilo vse za danes. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.